Te moti špeh na nogah in na riti. Ta špeh lahko izgine. Pomembno je, kako se tega pravilno lotiš. Maščoba na teh predelih je tesno povezana s presnovo estrogenov. In estrogeni so skupina ženskih hormonov, ki jih sicer imamo vsi, tudi moški, ampak navadno pač pri ženskah prevladujejo. Nas pa še posebej zanima tista slaba oblika estrogenov in ti se imenujejo ksenoestrogeni. Škodljive oblike estrogenov se v našem telesu znajdejo na več načinov, pravzaprav na dva. Prvi način je tisti, ko nastajajo ti strupi znotraj našega telesa in temu rečemo endotoksini oziroma strupi, ki nastajajo v telesu. Drugi način, kako se znajde v našem telesu, pa je, da stopijo v naše telo iz okolja. Temu pa rečemo eksotoksini oziroma strupi, ki vstopajo v naše telo iz okolja. Ampak ta trenutek je pomembno za nas, da vemo, da se ti strupi v našem telesu nahajajo. In ksenoestrogeni, to je ta najslabša oblika teh strupov oziroma teh estrogenov, je tesno povezana z nalaganjem maščobe na stegnih in zadnjici oziroma na nogah in na riti, tako kot smo povedali na začetku. Zakaj? Zaradi tega, ker na teh točkah imamo največ teh estrogenskih receptorjev, ki potem spodbujajo kopičenje maščobe na teh delih. Torej, če ne želimo, da se to dogaja, moramo narediti dvoje. Zmanjšati vnos teh strupov v telo in predvsem izboljšati izločanje teh strupov iz našega telesa. Do določene mere lahko vplivamo na izločanje teh strupov iz našega telesa. V veliki meri je sicer odvisno od naše dedne predispozicije, ampak te ne moremo spreminjati. Potem igra vlogo tudi aktivnosti v vsakdanjem življenju, prehrana, recimo nekaj malega tudi pripomore savnanje, to vsi vemo, da je zdravo. Ampak ključno, kaj lahko naredimo, pa je to, kar vam bom zdaj opisal. In to je, da izboljšamo proces izločanja strupov iz našega telesa. In ta poteka v 3 fazah. Pa poglejmo, kako izgledajo te faze. Prva in druga faza potekata v bistvu v jetrih. In jetra, vsi vemo, da so tisti organ, ki pomaga pri izločanju strupov oziroma pri razstrupljanju. Zato je seveda zelo smiselno, da naša jetra čuvamo, da delamo dobro z njimi, se pravi, da ne pijemo preveč alkohola, da ne pustimo, da se preveč zamastijo, to pomeni, da pazimo na to, da nimamo preveč kilogramov in tako dalje. In ti 2 fazi ponavadi nista največji problem. Ena stvar, ki je tukaj pomembna in katera lahko naredite in bo bistveno pomagala pri tem manjšem kopičenju maščobe na teh predelih, je, da v vašo prehrano redno vključite križnice. Kaj so križnice? Bomo jih zdaj našteli. Brokoli, cvetača, brstični ohrovt, rukola, zelje. Kislo zelje je sploh zelo dobro, saj vsebuje tudi veliko probiotikov, ki igrajo ključno vlogo, kot bomo zdaj povedali, v 3. fazi. In zdaj pa se lotimo te 3. faze, ki je v bistvu najpomembnejša pri tem procesu, o katerem govorimo. In 3. faza je tista, kjer mi izločamo strupe iz našega telesa. To pa je v največji meri povezano z učinkovitostjo našega prebavnega trakta in s sestavo naše črevesne flore. Tukaj si lahko damo eno prispodobo. Naš prebavni trakt je tak kot en tekoči trak. In ob tem tekočem traku stojijo delavci in delavke, ki ali pomagajo pri tem, da ti odpadki po traku potujejo naprej in se dovolj učinkovito izločijo, ali pa nagajajo in v bistvu te strupe pobirajo iz traka in jih mečejo nazaj in pride do tega, da se ti strupi reabsorbirajo. In konkretno en organizem, to je E. coli bakterija, je taka, ki izloča določene encime, ki prekinjajo to vez med tem estrogeni in glukarionsko kislino, to, ki pride z druge faze v vodotopni obliki in potem se ti ksenoestrogeni, ti strupi reabsorbirajo nazaj v telo in to zelo obremenjuje naš celoten sistem razstrupljanja in pride do tega, o čemer smo govorili. Se pravi, bistven korak, kaj smo rekli, je, da izboljšate delovanje vašega prebavnega trakta, zato da boste bolj učinkovito izločili strupe iz telesa. Torej, redna in dovolj hitra prebava, kjer so zelo pomembne vlaknine,
O teh vlakninah smo govorili na enem izmed prejšnjih posnetkov, zato jih redno vključite v prehrano in da uživate zadostne količine dobrih, koristnih bakterij. In to so probiotiki predvsem v naravni obliki, kislo zelje, ki smo ga prej omenili, kefir, jogurt. Seveda pa tudi tukaj igra zelo pomembno vlogo, ker večina ne poje dovolj probiotika, da dodamo tudi kak učinkovit probiotik. In jaz sem resnično zelo navdušen nad učinkovitostjo tega našega. Tukaj ga imamo izdelka Premium Proflore, ki vsebuje točno določene in zelo učinkovite seve bakterij, ki pomagajo pri tem, da izločamo veliko bolj učinkovito te strupe iz telesa. Tako da, to je to. Jaz upam, da ste dobili neko konkretno predstavo o tem, kako bolj učinkovito izloča strupe iz telesa, kar je ključno za to, da se ne bo nabirala maščoba na stegnih in zadnjici. Prva, druga, tretja faza in to je to. Tako da vnašajte več križnic, dovolj probiotikov, dovolj vlaknin in zavedajte se pomembnosti teh treh faz, ki morajo usklajeno delovati med sabo. Torej, če vam je bil video všeč, ga všečkajte, tukaj se lahko naročite na moj kanal in še posebej vas vabim k temu, da označite zvonček in ta zvonček vas bo potem obveščal vsakeč, ko bo prispela nova vsebina. Ne spreglejte prejšnjega posnetka, kjer smo govorili o vlakninah, o katerem sem že povedal in se vidimo naslednjič. Adijo!